V novejši večstanovanjski stavbi v Ljubljani so skupni hodniki zasnovani tako, da hkrati povezujejo ter ločujejo, in sicer v obliki mostov, ki ustvarjajo zračen, lahkoten in svetel ambient. Inovativno in posebno pa je tudi eno od stanovanj, ki ima poleg rdeče niti še zeleno. In zakaj ravno zeleno? Ker so kotički v njem premišljeno opremljeni z rastlinami. Zaradi manjše kvadrature pa tudi številnimi drugimi praktičnimi rešitvami. Tina, sva v prav ličnem, majhnem in zelo okusno opremljenem stanovanju in predlagam, da se kar ustaviva na vhodu, kajti že garderobni del je poseben, ne? Kako ste tukaj razmišljali? Rdeča nit stanovanja je bila, da je maksimalno izkoriščen, hkrati lep, funkcionalen in pa da so usklajeni vsi detajli. Se pravi, že ko vstopimo v prostor, nas pričaka niša, se pravi, tam se rabimo sleči, si se za čevlje, pri niši imamo poličko za odložiti ključe in pa še nekaj malega za pospraviti v predal. Tako da v bistvu imamo pri roki vse, kar rabimo. Hkrati pa je ta omara tudi utility na eni strani, se pravi, lahko pospravimo likalno desko in stojalo za obešanje perila. Na drugi strani pa je prostor za obešanje plaščev in pa sesalec. In potem sva čez nekaj korakov že v osrednjem dnevnem prostoru, pa dovolite, da se najprej obregnem na tole, kar je na stropu. Očitno je miza doživela malo drugačno lokacijo, ne? Da ste morali takole zapeljati kable po stropu. Ja, v osnovi je bila miza mišljena pod klima, potem smo jo pa prestavili na sredino prostora. Inštalacije so bile že narejene, tako da smo jih mogli pa nadometno pripeljati na drugo mesto. To smo rešili z rozetami, ki smo jih naredili po meri in potem te kable lepo razpeljali na mesto, kjer so sedaj. Kot bi rekel, sreča v nesreči oziroma na koncu je en prav lep estetski dodatek, ne? Ja, v bistvu taka skulptura na stropu, ki zelo zaznamuje ta osrednji prostor, ja. Aha. In ker ste mizo tako prestavili, ste se odločili za klop, ne? Kakšna pa je njena zgodba? Ja, zdaj sama klop potrebuje malo manj prostora. In zato smo se tudi odločili za klop. Klop ima spodaj tudi prostor za shranjevanje, tako da je res spet maksimalno izkoriščeno. In pa lepo je v sredini prostora umeščen ta jedilni del, tako da če gostimo obiska in tako, ne, lahko nekdo sedi na kavču, nekdo za mizo, to je tak velik družabni prostor potem nastane, ne. Na drugi strani klopi pa smo se odločili za dva stola. To sta kraljeva stola. Bila sta stara v gledališču, tam smo jih kupili in se odločili, da za popolno renovacijo. Osrednji prostor, ki ga zaznamuje elegantna kombinacija zlatih in srebrnih detajlov, se s stensko oblogo navezuje na vstopni hodnik. Tam je naloga obloge skriti elektroomarico, medtem ko je v dnevnem prostoru namenjena temu, da sta vanjo umeščena televizor in indirektna stenska osvetlitev, ker ima utore z ogledali pa tudi optično razširi dolg in ozek prostor. Ogledala so za bolj lahkoten, lebdeči učinek, prav tako nameščena na coklu pod medijsko omarico in klopjo. Pri sami postavitvi opreme smo tudi upoštevali to, da si je lastnik želel veliko zelenja. Ker pač življenje v mestu ne omogoča vrta, si je želel veliko zelenja v samem prostoru in zato smo tudi malo krajšali omaro v dnevni sobi, naredili malo več poličk pri jedilni mizi in pa v bistvu dodali to konzolno mizico, da je lahko neka zelena rastlina tudi tukaj. Jera, vi ste strokovnjakinja za rastline in vam je bil zaupan izbor rastlin za tole stanovanje. Povejte, kaj ste izbrali in zakaj? Porabili smo rastline, ki so glede na izmerjene pogoje v prostoru primerne za določene lokacije. Zelo smo se potrudili tudi, da smo umaknili rastline stran iz prehodov, da ne bi pač v bistvu oteževali prehodov, da ne bi motili bivanja, ampak da bi rastline lahko dejansko sobivale v prostoru. Tako da smo izbrali nekaj večjih rastlin za ta hiter tropski efekt, pa nekaj takih manjših rastlin, ki so dobre recimo prečiščevalke zraka ali pa so prilagojene na temnejše prostore. No, in katere so to? Največja tukaj v stanovanju je definitivno strelicija Nikolaj. Reče se tudi Bird of Paradise. Ena zelo popularna rastlina z ogromnimi pahlačastimi listi.
Je tudi zelo enostavna za oskrbo. Izbrali smo tudi še ficus odri, to je sveto drevo v Indiji, nekaj bršljanov, peperomijo, takole mesojedko, da majčkeno poživi prostor in pa pri vhodu je še en malo večji fikus. V kopalnico, ki je prostor z manj svetlobe in več vlage, so postavili bršljan, ki hitro raste in daje zelen učinek. Nekaj zelenih družabnic je dobil tudi balkon. Tu nas pozdravita impozantna zimzelena oljka in bambus, ki je hitro rastoč in so z njim hitro dosegli intimni prostor, zastrli poglede proti sosedom, zlasti pa v spalnico. Omejena kvadratura slednje priča o tem, da je bila načrtovana zelo racionalno in je bilo treba izkoristiti vsak centimeter. Prostor smo maksimalno izkoristili, tako da so omare na vseh stenah, kjer so lahko. Levi in desni nismo povezali z mostom, tako da vseeno to izgleda nekako povezano in usklajeno. Sama posla pa je lebdeča, tako da v bistvu vseeno prostor deluje prostorno, da ni preveč nasičen, glede na to, da ni tako velik. Smo imeli pa podoben izziv pri lučeh kot v jedilnici, tako da so bile tudi pozicionirane na napačnih mestih in smo potem to rešili s to tirnico, ki smo jo namestili čez oba priključka in potem lahko reflektorje premaknemo poljubno tam, kjer si jih želimo. Ne? Zanimivo, a če gre za majhen prostor, bi rekli, da če daš lebdečo, torej vtis lebdeče postelje, bo zaradi tega prostor deloval manj utesnjeno, kot če bila postelja dejansko do tal. Ja, v bistvu to je tako kot sedežne garniture na nogicah ali pa postelje na nogicah. Deluje bolj zračno. Ali pa primer tukaj teh omaric. Točno to, ali pa spodaj date ogledalo in zgleda, kot da se nadaljuje prostor še naprej. Ne? Se pravi, ogledala, lebdeče stvari povečajo, dajo vtis, da je prostor malo večji. No? Podoben učinek imajo tudi rastline. Ker zračijo prostore, se niti v manjših stanovanjih ni treba ustrašiti večjih zelenih spremljevalk. In sigurno je pogosto vprašanje, ki ga dobivate, katere so tiste rastline, kjer bom lahko mirno šel za teden, dva stran, pa bodo mogoče preživele tudi malce zanemarjanja. Predvsem so to rastline, ki so prilagojene na širok spekter svetlobnih pogojev, pa tudi zdržijo majčkeno dlje v kakšnem sušnem obdobju. To bi bile recimo nekateri filodendroni, nekateri fikusi, hoje, mesnate rastline načeloma so majčkeno manj občutljive. Zamija ali pa recimo taščin jezik, te so take klasike. Predvsem je pa nezahtevna oziroma najdlje se obdrži tista rastlina, ki nam je res zelo všeč, zato radi skrbimo in ta bo ziher dolgo zdržala.